Razmere v koncernu Volkswagen so vse bolj premešane. Modeli različnih hišnih znamk so tehnično vse bolj podobni. Po novem so v Wolfsburg preselili celo razvoj za vse blagovne znamke. Federacije ni več, vse je centralizirano. Z drugimi besedami, v čem se bodo določeni enaki modeli razlikovali oziroma s čim bodo znamke med seboj sploh tekmovale, vse to so določili že menedžerji v Autoštadu. Iz poslovnega vidika je to razumljivo. Več variant istega izdelka namreč v končni fazi navduši mnogo več kupcev, kot bi ga en sam izdelek. Seveda pa imajo trgovci posameznih znamk s tem težjo nalogo. Kako naj prepričajo kupca, ki prebere, da je vse enako, da naj vzame dražjo varianto? Odgovor je nemogoče dobiti brez testne vožnje in ko jo opraviš z Golfom, hitro čutiš in razumeš, zakaj je bolj imeniten kot Seat ali Škoda. Ko zapreš vrata, ko med vožnjo avtomobil poslušaš in tudi, ko v ovinkih čutiš, kako natančno vse skupaj deluje. Ko se poglobiš, ugotoviš, da marsikateri v osnovi enako poimenovani asistenčni sistem v Volkswagenu ponuja več kot pri dostopnejših brandih. Primer je recimo Golfov aktivni tempomat, ki po zaslugi elektronske parkirne zavore v zastojih omogoča tudi samodejno ustavljanje in speljevanje. V bistvu je celo nekoliko presenetljivo, kako cenovno podoben je Golf manj žlahtnima tekmecema iz koncerna, kajti izza volana je namreč čutiti, da v Wolfsburgu Golfa približujejo znamki 4 krogov. Volkswagen torej tudi z Golfom prepušča svojo ljudskost in se vse bolj začenja dobrikati tistim, ki se ne morejo upreti bogati ponudbi dodatne opreme, celo do te mere, da cena naraste do slabih 4-10 tisočakov. No, mi bi Golfa sestavili precej bolj smotrno. Odpovedali bi se sicer 2 jurja vrednim platiščem, obvezno pa bi izbrali obvolanska prestavna gumba, popularni 2-litrski dizel pa bi nadomestili z verjetno še bolj varčnim, novim 1,5 bencinskim TSI-jem.